Pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci in gledalci Fine podcasta, tokrat Fine podcast special, Zanzibar special. Z mano je Andrej Težak Težki, jaz sem Maja Monru in midva se javljava dobesedno iz Zanzibarja. Promised Land Lodge smo izbrali. To je v bistvu kraj, ti se spomniš, kaj je ta kraj, jaz pa spomnim? Kazim Kizi. Lahko bi bilo tudi v Albaniji, zelo podoben se sluš. Kazim. Glavnem, ni v bistvu ta nek priljubljen turistični del Zanzibarja. Tega smo se izognili zaradi izjemnega navala Rusov. Zdi se nama, da tudi Čehov. Ne, ful je boljš, ker tam so Rusi, pa ne maramo. Smo prišli sem, je pa ful Čehov. Anyway. Danes se javljava kot posebna edicija oziroma izvedba Fine podcasta. Kot veste, v Fine podcastu vedno delimo zgodbe ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. Tokrat pa je ta posebna izvedba namenjena pogovoru o tem, zakaj včasih moramo narediti stvari, ki izgledajo zelo nore in odštekane in čist nelogične, zato da pridemo mogoče do občutka, da smo naredili nekaj, kar nam veli srce. V bistvu jaz bom tle vstavil. Jaz v tem trenutku počnem točno tisto, kar srce želi. Jaz si to sem skozi želel. Pač iti nekam na plažo, sedeti, odzadnji so palme, jem sadje, ananas, svež, sem ga utrgal iz drevesa in ga narezal. Ne, nisem ga niti rabo jaz, ker so ga taki ljudje. A veš, pa bomo šli v bazen, tam je Filip v bazenu, pa bomo šli v morje, tam bomo v morju. Ampak vseeno, ne, ful je ljudi pač zdaj, ki nas gledajo, ne, ki pač so v Sloveniji ali pa pač kjerkoli drugje, kjer je pač ta korona zelo... Vsi kjerkoli drugje. Hello, Francija, salut. Pač Slovenci, ne, po svetu. Gre pač za to, da živimo v časih, ki nas recimo vlade zelo omejujejo, ker skrbijo seveda za naše zdravje in imamo polno nekih ukrepov. Naenkrat smo se znašli, zdaj že v bistvu več kot eno leto, smo se znašli v enih takih časih, ko ful stvari več ne smeš ali pa ne moreš narediti svobodno, ampak moraš ful pod nekimi regulationi. Zdaj, Andrej, ti si drugače tudi organizator enih glavnih festivalov, Festival Lent, Punch, Regi. Kaj bi ti rekel na to, glede na te razmere, ki so v Sloveniji, kako je to vplivalo na tebe? Ja, jaz zdaj ne morem delati že eno leto, ne. In zdaj, tudi zato smo tukaj, ne, v končni fazi, ne. Mi smo se pogovarjali, korona, ne smemo nikamor, ne smemo čez mejo, ne smemo ven. Kaj pa če se kaj zgodi, ali pa ne vem kaj, ne. Pa zdaj mi vsi upamo na to, da bomo poleti lahko ful delali. Ne, lani Lent festival smo nekako speljali, ampak v zelo zmanjšani ediciji, ne, se pravi recimo tretjino tega kot ponavadi, samo slovenski izvajalci, niti Hrvatov ali pa nekih bližnjih tujcev, kaj šele Američanov in podobnih ali pa Jamajčanov, ki jih imamo včasih. Potem Punch festival smo tudi speljali, ne, ampak spet v zelo zmanjšani ediciji, se pravi 35% vstopnic smo lahko prodali. In smo jih razprodali, seveda, ker bi jih tudi več. Ampak to je bilo to, ne, Regi festivala, Overjam nismo mogli, ker tam smo odvisni od tujcev, tako na področju, se pravi, izvajalcev, ne, se pravi, imamo jamajške izvajalce, ki ne morejo priti niti v Evropo, kaj šele v Slovenijo. Zdaj upam, da nam bo letos uspel, mogoče spet neka manjša edicija, kjer bi mogoče imeli nekaj izvajalce iz Evrope ali pa nekaj izvajalce, ki so jamajčani, kot recimo Anthony B., ki živi v Avstriji, pa recimo Alborozi, ki je Italijan, ampak vsi mislijo, da je Jamajčan, oziroma je tak bel Jamajčan. Ampak to je pa to, ne, zdaj v tem trenutku še ne vemo in zato je v tem trenutku bilo bolj šita, ne. Na drugi strani smo pa recimo pri Overjamu sploh odvisni od tujih gostov, ne, in tukaj nas še bolj skrbi, ne. Zdaj mi, če ne moramo odpreti meje z Italijo in pripeljati 2000 Italijanov dnevno, se nam festival ne izplača in točemo minus, to pa ni nobenemu v bistvu interesu. Ne.
Ampak ful je abstraktno, naprimer, ne. Po eni strani so ti ukrepi, da recimo se ne morejo izvesti taki festivali, naprimer, ne, ali pa marsikaj se ne da delati, ker ne smejo pač tujci priti. Po drugi strani pa sva zdaj ugotovila, ko sva potovala v Tanzanijo, najprej smo šli pač na celino in potem v Zanzibar, da v bistvu ni bilo sploh nobenih ovir za to, ne. Se malo je bilo bedno, se res sedeti na avionu celo vožnjo s to masko, ne, ki si jo pa pol dal dol, ker si jedel, pa si jo dal dol, ker si pil, pa si jo dal pač malo dol. Mislim, tako, ne, vsi, ki smo šli na ta avion, smo verjetno bili testirani. Jaz upam, da so bili tudi ostali, ne, da niso sami dal uno palčko. Tle, jaz sem me čutil do riti dol, ne, skozi nos. Res je, tisti, ki niste probali, upam, da ne boste rabili, ful je tečno. No. Pa še cel dan imaš feeling, da si skozi nos dubo vodo. Ne. Tako nam je rekel, vse samo boste tako čutila, da si dubo vodo v nos. Ja, ampak ne prve 2 uri. Prve 2 uri čutiš, da ti je nekdo, ne vem, razdevičil v nos. Pizda. Jaz si tako predstavljam. Še jočeš zraven, dejansko. Jočeš, kot pač te neke punce. Ampak dejansko je bil ta... Jaz nisem, tako da ne vem, za kje punce. Ja, pač, tak, ne vem, jaz ne vem, sam sem slišal, ampak tam je bolj od sreče, pa je. Ampak dejansko je bil ta test najhujši, kar smo mogli narediti, ne? Pač ta test pa te maski na letalu, ki na koncu res, tako kot je rekel, pač ni, pač če ješ, mislim, si jih daš dol, doben v resnici ni težil zaradi tega, ne. Ta test pa naredila, ker naj bi bil v bistvu potreben najprej za prečkanje meje z Avstrijo, potem smo ugotovili, da ne rabiš, ker če imaš karto za letalo, itak si v tranzitu in ti sploh, glavnem, midva greva čez mejo in Avstrijec vpraša v angleščini, ne, where are you going? In jaz rečem, Tanzanija, on pa in se začne režati na polno. In samo naredi. V bistvu je bil tako ta smeh, v katerem je bilo malo, kako se reče, malo bi on tu čel, no. Malo bi on tu čel, pa ne more, ker sedi tam not v uni kučici. Ne. Zavist je bil, tak zavisten smeh je bil. Tako, kaj? Tanzanija? Ne niti gledal kar. Ja, sploh ne rabim niti pasoša. In pol na letališče je v bistvu bilo tako, vse je bilo prazno, ne. V bistvu nas je bilo enih par samo, čeprav osebe je bilo kar dosti, ne, ampak na koncu naš samih potnikov pa sploh ni bilo veliko. Pa še zvečer smo leteli, ne. Tako da je bilo v bistvu zelo nekako sproščeno. Imaš malo feeling, kot da delaš nekaj skrivnostnega, ne, ker pač ni na letališčih, ponovadi, ko priješ, je ful ljudi, ne, ampak zdaj je bilo pa tako pač. Ni samo, pa še par enih ljudi, ne. Ja, pa tako malo narazen sediš, pač paziš, da se ne usedeš nekam, kjer že nekdo sedi, pa tako, mislim, res čist kontra feeling, kot ponavadi, ko priješ na letališče, pa tam vsi ležijo, dobesedno en čez drugega, po tleh, po unih stolih, išče vsak kotiček, rineš, a lahko tle še malo, pa malo. Včasih je res navaz, na teh medkrajevnih letih, mislim, medcelinskih, bom rekel, ki so velika letališča in full folka. Tle pa ni bilo, ne? No, ampak se mi zdi pa, da tista najbolj neprijetna stvar, ki smo jo pa potem prestopili, leteli smo z Ethiopian Air in smo prestopili v bistvu v Addis Abeba v Etiopiji in tam potem je bilo naslednje letalo za, mi smo leteli najprej na celino, torej Kilimanjaro International Airport in nikjer to ne piše, ne, in vsi nas na letalo za Zanzibar in mi tak, ne, mi ne gremo na Zanzibar še, ne, vi ker tu in pol ugotoviš pač, da v bistvu naredijo oni taki taksi let, ne, se pravi, gremo najprej na Zanzibar, odložimo, čakaš 2 uri pa pol v letalu, ne. Ja, in to v tem ogromnem, ne, pač jaz sem se počutil, kada grem z vlakom proti Mariboru, unim te najbolj počasnim, kar rab 4 ure pa pol. Ali pa jaz z vlakom proti Ljubljani. Ja, no, okej, mislim, ta Ljubljana Maribor, čez zidani most, ki moraš prestopati, ne, ali pa eni prestopijo, eni pa počakajo, ne, in pa sediš 2 uri tam na letalu, oni ga čistijo vmes in tako, no, sorry sir, fular. No, v glavnem, ampak pol smo končno prišli in pobere nas naš voznik, ki je pol bil z nami vseh 6 dni, ker smo šli tudi na safarije, Anton. In nas pobere kar z džipom, kaki baby sedeš, ne, imamo blazine. Blazinice, 3 take blazinice, ki itak mora imeti vsak eno, ker ne moreš drugače sedeti. Dejansko nazaj grede, zdaj ko nas je spet peljal na letališče, mi je otrok sedel v roki, ker je itak spal, vsi smo spali, v bistvu ugotovili smo, da je ta džip ker udoben za spanje in da se ne bomo sekirali z varnostjo vožnje, ker je v bistvu čisto drugi svet. 60 na uro gre, 70 tam po tej glavnici. 80 je tako že bilo zelo na meji. Ampak med ljudmi. Ja, itak med ljudmi. Mislim, čist divja vožnja, ampak vse to je značilno za te kraje. Ne? Se mi zdi, da sicer včeraj, ko smo prispeli na Zanzibar, je bilo še bolj divje. Ne? To je bilo pa.
najprej ni bilo taksija, ki bi nas mogel čakati, ki smo ga plačali online. Ok, stvar, ki se ti pač na takih potovanjih zgodi. Mal si šokiran sicer, ker je ura velik in bi rad bil že v posli. Pa ne bi smela biti ura velik, ker bi mogel biti 1 uro avion, mi smo štartali zjutraj, prišli smo pa ob 10 zvečer. Ja. Vsi smo mi v glavnem ful zamude gor dol in ni bilo taksija, pa smo kupili drug taksi, še enkrat plačali, več, ful več. Tip je pa tako pelil. Da boljše, da spiš, v bistvu. Boljše, da spiš v avtu, kot da to gledaš zraven. Res. No, gremo mi dva še malo na temo nazaj. Zakaj se splača včasih narediti drugače? Pobegniti? Pa ja, mislim. Malo pa je pobeg od tega zeitgeista koronskega. Mislim pa malo si gremo že na živce tam doma, razumeš, noben ne sme nič delati, ker ne smemo, mi kulturniki, umetniki, karkoli že pač smo v tem show biznisu, pač ne smemo delati v tem In pol trenutku. tudi navdiha ni, da bi kaj ustvarjal doma. Sej prvih par mesecev je bilo, ja, bom naredil novi album, bom napisal novo knjigo. Ja, okej. Mislim- Enkrat zmanjka navdiha, če sediš samo med 4 stenami, če se ne moreš malo družiti, če ne moreš nekih eventov. Ne, narediti. vsaka čas glasbenikom enim, tistim, ki jim je uspelo v tem času sproducirati veliko dobrega materiala. Jaz se sam bojim, da na koncu bo ves ta material zelo podoben, ker bo vse tako neki to trpljenje zaradi korone. Ker tudi v stand-upu mi smo kar nehali, no? Zato, ker po enem mestu so se začele vse šale biti enake, ker v bistvu nimaš več kaj. Lahko se pogovarjaš o tem, kako je vlada naredila že 27. spremembo danes, ne? Lahko se pogovarjaš o tem, kako pač, ne vem, s korono ni fajn, ali pa je fajn, enim je pa fajn, pač doma ležiš 14 dni in ne dihaš. Če bi bilo vse 14 dni, ne. No, v glavnem, midva so se odločila, da gremo v Afriko. To je bil sicer plan za letos, za poleti, ampak smo nekako v enem trenutku začutila, da bi mogoče bilo fajn, da gremo zdaj. Prvič zaradi tega, ker do poletja vprašanje, kakšni ukrepi še bodo. Drugič pa v bistvu zaradi tega, ker, tako kot je rekel, v bistvu poleti bo verjetno, upamo, več dela. In zdaj pa smo nekako brez dela in je treba Pa v izkoristiti. bistvu je itak to, no. Mislim, jaz ful rad potujem in zdaj že nekaj časa hodim v Indonezijo, pa grem kam čim dalj, sem prepotoval, tako preštopal sem praktično cel svet, bil v obeh Amerikah, pa v Avstraliji bil kar precej časa in tako. In pa ti manjka, ne, tako zdaj že 1 leto si tam zaprt in pa je tukaj pač Filip, ki je star 3, zdaj bo 4 leta in je tako, a je on že dosti star, ne, marsikdo bi zdaj v tem trenutku sigurno ne naredil tega, ne, ker je otrok star 3 leta pa pol, ne, to pa je grozno, Premali, tudi kakšna babice so v pot. bistvu bile, Ja, halo, predolga ne, pot. kaj bo z njim, ne, v bistvu njemu je bilo skoraj bolj easy na avionu, Kot meni. v bistvu skoraj je bila odvečna beseda, njo kar matra ta fobija pred leti, zaprti škateljci, kaj Ampak nič ne me moreš. lahko pohvališ, Ja, sem ampak je zdržala. bila kul, ampak je bil on še vedno bolj kul. Ja, ni sploh zanimalo, on je gledal tam risanko, igral neko uno igrico, gotovo, da lahko žabo spravi z enega konca na drugega. Zdaj skače v bazen že 2 Skače v uri. bazen, voli ga, ne. Skače v bazen. Tako da potovanje z otroki je seveda ful vprašanje, od otroka do otroka je odvisno, ne? Ampak pač, kar se Filipa tiče, mene je najbolj skrbelo, vse veš, ono pač ob 12 mora spati, zato da bo pol miren, ne vem, jesti mora, mi še imamo pač te neke specialne stvari za jesti pa to. In pač ugotoviš, da v bistvu otrok zelo prilagodljiv. On pač je spal malo na letalu, zvit tak, pa mu je bilo kul, pa je spal v džipu sredi safarija, ko ga je stisnilo, je spal pač in ni bilo dobenega problema in je najbolj happy otrok, zdaj že 10 dni. Ja, tudi tle, Res uživa, dojema, z vsemi se pogovarja, uči se jezika. z levi se dejansko tudi pogovarja. Ja. Ko smo bili na safariju, smo videli levčke, ki so bili mlajši od njega. Ne vem, kako je, a veš, pri psih je 1:7, ne? Se pravi, če je star 1 leto, je 7 let, pri levih, recimo če vzamemo to, recimo bi bili oni stari, se pravi 14 dni krat 7, 70, ne vem, 100 dni stare leve smo gledali v človeškem. Za vas računaj. To je zdaj še vedno, to je tisti del, ki še šteješ v dnevih, ne? Koliko je pa vaš otrok star? 100 dni. No, ne znaš še govoriti, ampak Filip se z njimi pogovarjal tako dosti na blizu. Imeli smo res ful srečo, zato ker včasih se voziš po safariju, to sem prav brala že, ne, lahko sicer ti prejš, da mogoče to vsakemu rečejo, ampak jaz sem brala že o tem, da se voziš po safariju in lahko cel dan ne vidiš leva.
No, mi smo čisto v vseh 3 safarijih videli leve, oziroma moram biti iskrena, videli smo levinje, ampak levinje z mladiči. Enkrat z 2 meseca starim, enkrat pa z 2 tedna starim. Amazing, amazing. 2 levinji, pa 3 mladiči in to je bilo wow. In pol, ko smo mislili, da smo že vse videli, pa smo videli še posebej levinje, ki so se sončile gor na drevesu, oziroma so počivale, čakale na iskale plen, nam je rekel, da tako grejo gor in potem gledajo okrog. Nismo počakali na to iniciacijo. Ja, bilo je sicer zelo vroče na trenutke, pa kar je meni bil večji problem, so bile muhe CC. To je bilo ful zanimivo, ker jaz sem prvo mislila, da so pač to neki obadi, ne? Ker tako gleda kot obad, ne, skozi pokam z... Mislim, so obadi CC. Ja, lahko bi bili, ja. Ampak najbolj smešno pa, ker mi smo vedeli in potem v bistvu Anton, naš vožnik, pač v enem trenutku reče, ja, to je muha CC, občasno povzroča slabost in zaspanost. Jaz sicer mislim, da je pač, ker jemo te antimalarike, da potem te muhe CC niso tako prišle do nas, ne? Antimalarike moraš jesti, v bistvu, če greš na to potovanje, pol vsaki dan. To smo dobili na NIJZ. Danes še nismo. Ne, moraš pohraniti. Aja, Smo pozabili. danes namo jedeli. Ker smo rekli, da danes imamo to skriševalno. Ampak pač v bistvu te tablete, to je to, kakih drugih večjih priprav ali pa cepljen ali pa nekih teh stvari pa sploh ni bilo, ne. Tako da v bistvu je zelo enostavno, pač samo odločiš se in mi dva smo se zorganizirala v enem tednu. In jaz res predlagam vsem, da pejte. Ja. Mislim, tako, jaz vem, pri nas doma mi nikoli nismo potovali, moji starši so bili skozi tako, moj foter najdel, kar je bil, so rimske toplice po moje, ok, v Jugoslaviji je bil verjetno, ker je bil v vojski tam na romunski meji. To je tudi ta generacija, ki niso toliko potovali, ampak eni so, kakšni moji sošolci so pa potovali. Ja. In se še skozi spomnim, kako so eni imeli avtodom in so šli vsako leto nekam v Afriko, kamor se In je dal koliko so v tudi. bistvu ti sošolci bili pol tudi bolj razgledani. Jaz se spomnim pač enega mojega, niti ne sošolec, ki je že v vrtcu, ampak on je ful, mislim, poznal svet, vedel je, kako se ananas vreže, že pri 5 letih Recimo, starosti. ne. Mislim- In se mi to zdi ful dobro, ne vem, Filip res uživa, res dojema, sprejema ljudi, živali. On loči med gnujem in bufalom, bivolom. Recimo jaz Ja. nisem do zdaj. In kar je res prednost, ne? Kaj je prednost? Pozabila sem zdaj, mi je z glave. Česa? Prednost. Da greš z otrokom. Prednost, da greš, je to, da pač, mislim, materializem je šel predaleč, če me vprašaš. Ne? Ja. Mi si sam kupičimo, hočemo imeti hišo, avto, 2 avta, In 3 zdaj avta, smo z vsak vsem svoj tem avto. nakopičenim v bistvu To smo zdaj vse doma pustili doma ja. in mi smo tle. In tisto, kar v resnici imaš, preden umreš, je to, kar si doživel. In doživiš, ko greš okoli. Mislim, če greš, sej, da ne boste robe razumeli, jaz grem rad tudi v Metliko, ne? Ali pa v Tolmin, ali pa ne vem, v Rabac na hrvaško obalo. Sploh ni važno, jaz se lahko, pač vse je doživeti, ampak kar pa res nekaj posebenega pa doživiš, ko greš tle na safariju, gledaš leve, zebre, mislim, žirafe, tako, lahko bi se dotaknili slona. Bili smo v džipu na varnem, no, v enem momentu, džip, mislim, slon je bil malo tako, alo, jaz tle hodim, ampak smo se sporazumeli. In to je ta doživetje, to je to, ko bo tudi, ne vem. Vprašanje, mislim, meni to, evo to sem hotela prepovedati, zdaj je idealna priložnost, ker zaenkrat še niso ukrepi po vsem svetu. Vprašanje je, kam bo to šlo. In pač zdaj v tem trenutku iti je fajn. Prvič, turistov ni preveč, mi smo bili praktično skoraj sami v safariju, zato ker se pač dosti ljudi boji potovati zdaj v času korone ali pa preprosto mislijo, da ne morejo, da ne smejo, ne? Kar smo tudi mi do nedavnega mislili, dokler ne začneš pač planirati in vidiš, da v bistvu druga kot tistega testa ni bilo treba narediti. In pa tudi pač vreme, ne? Vreme v tem trenutku je the best. Čeprav je kao rainy season, v resnici dežuje samo po noči in to prav paše, ko se zjutraj zbudiš, malo tiste refreshment. Ne? Ja. Mislim, jaz bi tle predvsem rekel ljudje, ne čist vsega verjeti, kar nam pa, ne vem, mediji šopajo, kar nam zdaj, bom rekel, Instagram, ne, ki je naš najmočnejši medij v tem trenutku, kjer zveš ukrepe in ostale informacije. Ne čisto vse verjeti. Ne verjeti, da na Zanzibarju je full korone in v Tanzaniji in da vsi, ki pridejo nazaj, so avtomatsko okuženi. Afriški sev. Mislim, afriški sev je ali pa angleški sev, ali pa španski, ali pa švedski. Mislim, ali pa slovenski. Mislim, ti sevi jaz sevam že odkar sem. Pa ne, da nismo odgovorni. Se tudi tukaj, razumeš, si razkužiš roke, si omiješ roke, ne gužvaš se zdaj. Se pravim, turistov v bistvu sploh ni. Tako da možnost, da se tukaj okužiš, čeprav najbrž korona tudi tukaj je
pač ful manjša, kot da se gužvaš tam pred pošto v Sloveniji, ko čakaš vrsti. Ali pa v vrsti za testiranje, ko hočeš iti Predvsem to, smučat. v vrsti za testiranje. Tam je največ pade. Ne, to je to. Zdaj spoznali smo tudi že Slovence tukaj, pravijo, da bojo ostali tukaj, da so se odločili, da bojo kar preselili se sem, tako da pač vsakemu svoje. Mi bomo zaenkrat dopustovali, pridemo nazaj poleti, organiziramo. Zaenkrat, mi smo tle še koliko 10 dni. Ja. Če Nikoli ne če veš, nas ni naslednji ponedeljek ali v sredo Smo naslednjo, če sosedu nas že ni, povedali, ne? ja, tako smo rekli, pa se lahko kar vseli v našo hišo, Ja. je plačana. Če ne pa se vidimo poleti, seveda na festivalih, ki jih Andrej organizira, težki Ja, skupaj če se z ne bo dalo ekipo. v Sloveniji, bomo pa pa se kar pa bomo online, tle na Zanzibarju naredili nek happening, pa bomo vse Fajn. slovenske bende sem povabili, pa zorganizirali lete. Brnik itak, po mojega lahko najameš, ker itak ne dela. Bomo special avione in bo taki direktna linija, da ne bo treba 6-krat prestati. No, zdaj že bluzim. Ne, tako sva rekla, upajte si, živite življenje, ni toliko zaprto, kot se nam zdi, malo je treba poraziskovati, malo je treba prisluhniti srcu in iti in ni nam žal, jaz sem full happy, da smo to naredili in verjamem, da se bom vrnila v Slovenijo navdihnjena in da bomo potem te stvari, ki jih bomo delali, ko bomo končno lahko delali, res speljali z novim energijem in z novim vibom, ker treba je dvigniti vibe, to je vse. Fine vibe. Ja. In fine experience. Sledite nam še prej, naslednji teden spet fine podcast z Ana Marijo Mitić. Z Ano Marijo, Ja. mojo dolgoletno prijateljico. Za danes pa nič. Pošiljamo vam tople, sočne, vroče, sočne in vesele in svobodne pozdrave iz Zanzibarja. Samo Pridite. še neki, Masaji živijo več kot 100 let. Samo to shvat. Pa jejo samo meso. Pa pijejo kri pa mleko. Kri pa... Krivo mleko. Ne, ampak so rekli, v bistvu so rekli, da spijo najprej neki medicine, ne? To ne reče medicine, Najprej neki spijo zvarek, nek strup, pa Ja. čez pojejo surovo surovo meso. meso in živijo 100 let. To je to. Adijo. Gremo danes tem dan. Čau.